Drugače pa tale skoraj 5-metrska hudobija, ki je dizajnersko zelo posebna, napoveduje nekakšen pogled v leto 2030. Malo hecen pristanek v Amsterdamu, a veš, to je tam, ki so vsi višji od mene. A kaj počnem tukaj, te zanima, takole, Lexus pa Toyota sta me povabila, ker sta želela pokazati, kaj pripravljajo za letos, pa tudi za naslednje leto. Skratka, tema bo prihodnost, bližnja in tista malo bolj oddaljena. Tja do leta 2030 bomo šli, par zelo zanimivih avtov, veliko povezanega z elektriko, no, pa kaj, ki nima... Hvala za to. Pa kaj, ki tudi ni nič z elektriko povezan, ampak samo in izključno s športom, hashtag YarisGR. Ok, jaz mislim, da oni že čakajo, pojmo pogledati, kaj so pripravili. Good afternoon and welcome to Amsterdam. As you may have noticed from the opening sting, Kenshiki means insight or creating understanding. And that's exactly what we'd like to do today with this event. We'd like to give you an insight into how we're going to move forward in the first half of this coming decade. No in zdaj od teorije k praksi. Vidiš, za mojim hrbtom se nahajajo 1, 2, 3 veliki boksi. Pojmo najprej od sredinskega, ker se mi zdi, da bi vas tale utegnil fejst zanimati. Boste hitro videli zakaj. Veš, ker tukaj noter se med drugim nahaja ena največjih Toyotinih novosti za letošnje leto. To je pa tisto avto, ki se skriva tamle zadaj. Veš, kjer je to? Ja, kjer? Toyota Yaris GR. Malo smo pričakovali, da bojo nekaj ušpičili, pa kakšen teden, dva nazaj Toyota to ven dala, pa smo se rekli, kuka, a se je ven zmešali. Daj ti pokažem. Veš, Yaris GR je en takšen, ne vem, nikoli še ni bilo tako ekstremnega Yarisa. Pa se vidiš, zasnovanje na novi generaciji, ki pride letos. Zdaj, če niti malo ne pretiravam, lahko rečem, da je ta avto čist besen. Toyota ga je razvila, mislim, za temelj svojega razvoja, vzela vse svoje izkušnje v motošportu in točno tega Yarisa razvila v sodelovanju z ekipo Tommy Makinen Racing. Motor 1,6 litrski trivaljnik, 261 konjev, od 0 do 100 v manj kot 5,5 sekundah. Pa če se od avta premaknemo semle, kjer vidimo, kaj se dogaja pod karoserijo, to se pravi spredi motor, pa ne sem to, zadaj pelje kardan, zato ker ima avto 4-kolesen pogon. Spredi in zadaj torsnova zapora diferencijala. In s tem avtom se mi zdi, da je Toyota, pa pardon my French, pokazala vsa svoja jajca, ker narediti malčka s takšnim motorjem, s takšnimi zmogljivosti, 4-kolesnim pogojem, s takšnim pedigrejem, to pač zahteva en big set of cojones, a se strinjamo. Bo pa Yaris GR seveda bistveno lažji, pa tudi nižji od običajnega Yarisa. Toyota se hvali tudi z rabo lahkih materialov, veliki aluminija, prosim lepo, poglej na streho. Ja. In se mi zdi, da včasih kar malo pogrešamo takšno vrsto drznosti od avtomobilskih znamk. Konec konca smo Toyoti že v štartu malo zamerili, da je Supra, da ni morda to, kar je marsikdo pričakoval, čeprav je samo po sebi odličen športni avto. Pa so se tam malo zadaj držali. Mi gre do Supre, pridemo tudi čez kakšno minutko, pol pa ven udarijo s takim Yarisom. Jaz ta avto tako komi čakam, prije tudi v Slovenijo. Pa če grem za sekundo noter. Ok, zdaj rabim pa samo še ključe. Sedeža lepo primeta. Volan je razmeroma majhen, ful lepo sede v roko. Menjalnik je valjda ročen, pa hodi so kratki, natančni, kot hudič. Poglej to, prva, druga. Koliko je to? Vse skupaj nič za enega. 4-kolesen pogon bo valjda prilagodljiv, malo tudi odvisen od tega, kateri vozni program boš zbral. Če boš zbral izhodiščenega, no, potem boš imel 60-40, lahko boš zaklenil na 50-50. Skratka, zadeva obeta veliko. Pa še ena stvar, žlajfe, ne pozabi, Yaris je malček. Premer sprednjih kolutov, 365 mm. Avto je tudi 10 cm nižji od navadnega Yarisa, dosti lažji. To bo po moje tako grabil, pa še končna hitrost za piko na i, elektronsko bo omejena na 230 km/h. No, poleg Yarisa GR so pa sem pripeljali tudi eno luštno belo Supro. A veš, o čem je fora? Mislim, ker Supra sama po sebi ni nova. Je pa novo to, da je dobila nov motor. Ne, niso šli višji, z močjo mislim, ampak nižji. Če je imela prej vrstni 6-valjnik BMW motor,
so da zdaj noter 2.0 turbo mašino z 260 konji, še vedno se moč prenaša na zadnja kolesa s pomočjo avtomatskega menjalnika. Je pa eno stvar treba vedeti, ne? 260 konjev se ne sliši toliko veliko, ampak od 0 do 100 pa vsem pospeš v samo 5,2 sekunde, navore za 400 Nm. Zdaj pa, odkot ta pospešek, če ni toliko zelo veliko konjev? Ja, stari, ta avto je za okrog 100 kg lažji od navadne Supre, že sam zaradi motorja. Ja, pa ker je motor bolj kompaktni, je lahko pomaknen tudi bolj nazaj in zaradi tega se malo spremeni tudi težišče samega avtomobila, ki je po novem in pri običajni Supri ni tako, zdaj 50-50, sprav 50 postov na zadnjo in 50 na prednjo os. Je pa tale Supra, ki jo gledaš, posebna izvedenka, vidiš rdeče dodatke, ne govorim samo o špeglih, govorim tudi o sedežu v notranjostih, pa o volanu. In ta lansirna izvedenka se imenuje Fuji Speedway Edition. Če te proge ne poznaš, jaz sem jo toliko predirkal v Gran Turismu, čudovita, z dolgo ciljno ravnino, z ostrim zaviranjem na koncu, pa hard zavojem desno, odlična, tehnično zahtevna, pa tudi hitra proga. Ok, se mi zdi, da to paše temu avtomobilu, vičimo dalje. Za piko na i pa Toyota predstavlja še en čist nov paket opreme, ki se ga bo dal aplicirati tudi na normalne avtomobile, na hibride, za mano recimo je tale karavanska Corolla, imenoval se bo pa GR Sport. Seveda je hitro jasno, zakaj gre, poudarjen odbijači, posebna platišča, še drugi dodatki, ki bodo običajne Toyote delali posebne. Prosim lepo, poglej recimo ta dva sprednja sedeža. Veš, takšne vrste opreme so vedno in brez izjeme dobrodošel dodatek za tiste, ki se jim luštajo športni modeli oziroma izvedenke pri različnih znamkah, saj Toyota ni edina, ki to ponuja, daleč od tega. In na ta način si ti lahko običajno avto malo prilagodiš, da zgleda v resnici na ljubo dosti bolj šarf, kot v resnici. Še dva poudarjena izpuha, vidiš? Pa moram priznati, tudi dvobarvna karoserija, vidiš, streha je temno siva, se mi zdi, v povezavi s svetlim delom karoserijo pa s temi platišči zgleda hudo dobro. Kaj pa ti praviš? No tako, če smo začeli pri Toyoti, dajmo nadaljevati pri Lexusu. Pripeljali so dva zelo zanimiva avtomobila, en, ki tudi približno ne bo videl serije, ampak je za Lexus v prihodnosti precej pomemben, en, ki je pa zelo serijski. Kar vidiš za mano je Lexus UX, ampak tak malo poseben, 300e. To pa zato, ker je to prvi serijski električen Lexus na svetu. In tudi ta Lexus je zelo pomemben, zato ker predstavlja začetek elektrifikacije Lexusove flote. Če se ne motim, bo na naše ceste prišel predvidoma konec tega leta, kar se pa zmogljivosti tiče. Pa mogoče lahko tole najprej zaprema, ker ima šlampa zgleda, če je vse skupaj odprt. Evo, takole, pa takole. Takole, baterija ima kapaciteto 54 kWh, sistemska zmogljivost približno 150 kW in po VLTP ciklu naj bi bilo dosega za okrog 300 km. No, zdaj se pa iz UX-a premaknemo na tegale modela. Veš, Lexus LF30 je veliko več kot dizajnerska študija, ki malo napoveduje, v katero smer bo morda Lexus razmišljal v prihodnosti. Je zelo zanimiva, tudi zaradi detajlov. Prosim lepo, a vidiš tale kolo, kako zelo izstopa in kaj smo najprej ugotovili? Se ne vem, ali je feltna tista, ki se zajeda v gumo, ali se guma zajeda v feltno, ampak v vsakem primeru gre to za prvi takšen način oziroma rešitev na svetu. Drugače pa tale skoraj 5-metrska hudobija, ki je dizajnersko zelo posebna, napoveduje nekakšen pogled v leto 2030, 2,4 tone, bom razložil, zakaj je avto tako težek, več kot 530 električnih konjev. Zakaj pa tako težek? Zato, ker, veš, ima 4 elektromotorje, ki so nameščeni znotraj koles. Tukaj se odpira vprašanje neozmetenih mas, predvsem pa to vprašanje postavljam zato, ker Lexus poudarja, kako se bodo ponovno in izdatno posvetili vozniku in vozni dinamiki. Poglej, vidiš, je malo hecen, ne? Če se tacga, res nisem videl še nikoli. Pa seveda ni tudi nujen, da se bo takšna rešitev znašla tudi v praksi. Je pa zanimiv, ker je Lexus v povezavi s to študijo, s tem konceptom uporabil besedo Tazuna. A veš, kaj to pomeni? To je japonska beseda za uzde in tukaj so poudarili nekakšno homogenost med jezdecem in konjem, ker nas je valjda nekako morali spomniti na Mazdo, kako pa ne, ker oni tudi uporabljajo pa izraz Jimba Itai, ne, to složnost jezdeca in konja. Skratka, tudi s tem so želeli poudariti, da se posvečajo vozniku, potnikom in mimogrede glavni oblikovalec Ian, ki je pravzaprav odgovoren za dizajn tega Lexusa, je par zelo finih stvari povedal o kabini, pa predvsem o ključu tega avtomobila. Tako da bom prepustil njemu besedo, pa gremo pol naprej. So we wanted to do something new with lighting. The lighting is seamlessly integrated into the shape of the car. So this is actually the headlamp, which becomes the front wing. I'm going to open these doors. Now we call them the glider doors because they
The hinge is placed forward so they look like wings. They're made possible by the carbon fiber construction. These doors only weigh 16 kilograms. And if you look at the interior, it was really inspired by the Japanese philosophy and concept of Kazuna. The driver gets a performance cockpit. The passenger gets a first-class cabin experience, and the rear passengers get what we call the active Zen lounge. So a lot of space, and the rear seats are actually slightly angled towards each other. Finally is the key of the car, or I like to say it's the soul of the car. Now, it's a lot about connectivity, and Lexus really is about customer experience and focusing on the customer. This key would control the car. It also contains all your personal data if you choose, and it connects you to the vehicle, allowing the vehicle to customize to your personal experience and what you want. Not only that, it's a beautiful piece of jewelry, and within this glass, this black inlay is actually the carbon capture from the production of LF30. So each one of these keys is bespoke and unique to your car. Pa mogoče samo še dve stvari. Avto se bo sposoben polniti brezžično. Ne vem, jaz bi spomnil v tem trenutku na en vlog, bom tle napisal številko, ko smo bili pri Continentalu v Nemčiji, v njihovem razvojnem centru, kjer so pokazali, da tudi oni že nekaj časa in vztrajno razvijajo to tehnologijo. Pa še druga stvar, kabina je polna recikliranih materialov, da se breme na okolje dodatno zmanjša. No tako, zdaj na vrsti pa še tretja velika soba, v njej pa se mogoče se že malo vidi. Nova generacija Yarisa, za njo prvi RAV4 kot priključni hibrid, predvsem pa, a vidiš tole avto? Če bi ti ga na hitro pokazal, pa bi ti rekel, kjer model misliš, da je to? Dvomim, da bi rekel, da je to ta nova Toyota Mirai. Mirai, veš, kater avto je, če se malo spoznaš na Toyoto pa na alternative načine pogona, gre za avto na vodik. In videz prejšnjega, ki je prišel, če se jaz ne motim, ga je Jure še takrat za Siol peljati, tam je 2014 po mojem. Zelo je bil polariziral je, ekstravaganten, poseben. Ta se mi pa zdi, da se uklanja mogoče malo bolj klasičnemu dojemanju avtomobilske estetike. In ko smo ga videli, ki je zapeljal, takole je izgledal. Ko je zapeljal pred nas, smo bili sam, hej, stari, tole pa orang zgleda. Pa dajmo najprej začeti z RAV4. Torej, RAV4 že samega po sebi dobro poznamo. Tista stvar, ki je nova, piše na tablici, plug-in hibrid. Končno bi lahko človek rekel, ne spomnim se, kolikokrat smo avtomobilski novinarji Toyotine predstavnike sprašvali, pa dobro, kdaj boste pa še kakšnega priključnega hibrida pokazali? Drugače pa bencinski motor, ki ga poznamo že z običajnega RAV-a, 2,5 litrski, ki deluje po Atkinsonovem ciklu, ostaja, pa skupna sistemska moč dobrih 300 konjev, od nič do 106,5 sekunde. Električnega dosega, tako trdi Toyota, ne bi bilo za okrog 65 km, realno verjamem, da bližje 50, ampak lej, pustimo se presenetiti. Pa še en zanimiv podatek, Toyota trdi, da bomo točno tale avto najmanjši izpust CO2 v segmentu, okrog 30 oziroma 29 gramov CO2 na prevožen kilometr. To je mimogrede najmanj med tekmeci, baterije so skrite v podnu, to omogoča ta platforma TNGA, ki je zdaj za potrebe priključnih hibridov malo prilagojena, kufer zaradi tega ne nastrada. In to je to, kar sem mu jaz zapovedal v tem avtu, kjer ga pač mu zdaj podelati. A Mirai, a Yaris. Dajmo Yarisa za na konc prošparati, poglejmo Miraja. Poglej, kakšna razlika v primerjavi s prejšnjim. Pa da boš vedel, kakšen je bil prejšnji, daj ti dam zdaj najprej dve fotki. Od sprednjega pa od zadnjega dela, pol ga gremo pa pogledati. Poglej, takole pa ta nov Mirai izgleda od spredi. Spet zelo specifičen nos, ampak stari, vse malo drugače kot prej, a se strinjamo. Najmanj, kar lahko rečem oziroma pritrdim, je to, da je avto močno pridobil na eleganci. Je pa Mirai v primerjavi s prejšnjim fejst zrasel. Medosi je daljši za, mislim, da 14 cm. Avto je 8 cm daljši, 7 širši, pa 6 cm ali koliko je nižji. Vse to, kar sem povedal, pomeni tudi več prostorov v kabini. Prej je bil namenjen 4, zdaj je namenjen 5. Zelo jasen je pa tudi trud vložen v podaljšanje dosega. Prejšnji Mirai je ponujal doseg okrog 500 km, tale zlahka odpelje vsaj 650. Tudi zaradi povečane kapacitete rezervoarjev vodika, ta avto ima kar 3. In če jaz prav razumem, lahko zdaj noter oziroma v enega izmed njih spraviš za kilogram več vodika. Čeprav pri nas računi, da jih ne boš prav veliko videl, je pa res, da jih je Toyota v zadnjih 5 letih v Evropi prodala okrog 10 jurjev. To pa tudi ni toliko majhna številka glede na posebnost avtomobila. In kljub temu, da teh tehnično zelo sofisticiranih avtomobilov prodajo razmeroma malo, Toyota v Miraju vid
ene vrste potencial. No, zdaj pa končno pridemo do tega lepičipokija. Veš kaj? Sem mislil, da bo samo Yaris GR izgledal tako zelo športno, ampak prosim lepo, daj pogled tega. A je fej športno, ali se sam meni tako zdi? Drugače pa ta nov Yaris je prva majhna Toyota na TNGA platformi, ki sem jo omenil že vsaj 73krat in jo ne bom več. In misija nove generacije je zelo preprosta, pa tudi plemenita na en način, zato ker namerava postati najbolj varen majhen avtomobil na svetu. Poleg tega pa prinaša v avtomobilski svet eno svetovno premiero, o kateri ne želijo veliko povedati, je pa zelo zanimiva. Ta avto bomo od spredi na sredini en sredinsko postavljen airbag. Kje bo spravljen, kako se bo sprožil, no tega nam še niso povedali ali pa pokazali. Drugače pa v nosu hibridni pogonski sklop 4. generacije, 1,5 litrski bencinski motor, 15% naj bi bila večja zmogljivost celotnega sklopa v primerjavi s prejšnjim Yarisom, obenem naj bi pa avto ponudil za 20% manj. Je pa avto krajši, širši pa nižji kot je bil prej. No, krajši, to je čist malo, mislim, da za pol centimetra. Pa kljub temu, da je za par centimetrov nižji, prostora za voznika oziroma potnike ne bo manj, voznik recimo sedi za kakšen centimeter pa pol nižji, pa tudi bolj nazaj pomaknen, kar pomeni, da je tudi težišče malo izboljšano. To so poudarili takrat, ko so govorili o vozni dinamiki, da je celotno težišče za centimeter pa pol nižje kot prej in to valjda ugodno vpliva na to, kako se avto pele. Kar se pa same kabine tiče, poglej, meni se zdi, da je tako razmeroma minimalistično zastavljeno vse skupaj. Pa da ne pozabim na varnost, posameznih sistemov ne bom stari res športni zgleda z tega kota, ne da. Posameznih sistemov ne bom našteval, ampak lej, na hitro, ajde, sam to, radarski tempomat, samo se bo znal zdržati znotraj vozenka, pa so pač to, kar ponujajo že Corolla, resno celil, Corolla, RAV4 pa tako naprej. No, folk, in to je na hitrco to, jaz sem pokazal, napovedal, kaj je približen, oziroma česa se bosta lotila Toyota pa Lexus v prihodnje. Ok, mislim, sem bil dosti izčrpan, pa malo sem že utrujen, priznam. Ajde. Stari, ne, no. Kaj sem hotel povedati? Včeraj, ko sem prišel na ta Toyotin Lexusov event, je zmanjkalo časa, da bi tam posnel uvod, ker smo imeli delavnice in smo dirkali z ene na drugo in potem smo šli nazaj v hotel. A veš, razložil sem že, da smo šli malo prihodnost pogledati, ne, pa tudi delno sedanjost, ampak ni bilo pa dovolj časa, da bi posnel neke temelje, da boste vedeli, zakaj pravzaprav v osnovi gre, tako da bom to zdaj razložil. Lej, tako ne bilo. Najprej nas je sprejel in nagovoril dr. Johan von Zyl. On je izvršni direktor in predsednik Toyota Motor Europe. No in ta prva stvar, ki jo je poudaril, in to seveda vsi že vemo, ker se že nekaj časa k temu pripravlja, avtomobilsko industrijo bo v naslednjih 5 do 10 letih doletela ene vrste transformacije. Drugače pa veliko smo razmišljali o hibridih in razglabljali, kaj vse se bo zgodilo na tem področju. Pa valjda se je morala Toyota malo tudi pohvaliti s prodajnimi številkami. Lej, 2015, kdaj že so prodali na leto v Evropi 875,000 hibridov, letos so jih že milijon pa 100. Pa seveda so napovedali tudi rast prodaje hibridov tudi vnaprej, logično, malo zaradi trendov, malo ker konstantno dopolnjujejo svojo ponudbo, malo zaradi dizajna, privlačnosti vozil, izboljševanja vozne dinamike in tako naprej. Dobro, pa ne pozab še nečesa, konec koncev so v zadnjih 3 letih za razvoj pa izboljšanje sam svojih evropskih tovarn dali 1,3 milijarde evrov. Mislim, pazi zdaj te številke. Sam do leta 2025 nameravajo predstaviti 25 novih oziroma prenovljenih elektrificiranih vozil. In isto do 2025 nameravajo pokazati novih 10 čist električnih avtov. To je to. Jaz moramo počasno avion pa dam.